Če ne bomo začeli slaviti užitka branja in če branje ne bo postalo bolj družbeno, ne bo preživelo, je prepričana dr. Manca Košir, dobitnica priznanja za izjemne promocijske dosežke pri spodbujanju bralne kulture in popularizaciji študijskih krožkov Beremo z Manco Košir. V javnosti in kot visokošolska učiteljica nenehno poudarja pomen izobraževanja, branja in učenja za strokovno rast in samorazvoj. Pri tem izhaja iz lastnih izkušenj, saj je načelo vseživljenjskega učenja že dolgo pomemben del njenega življenja. Svojo besedo zastavlja pri uveljavljanju načel odprtosti in dostopnosti izobraževanja, kulturnih dobrin in programov, namenjenih osebni rasti. Možnost, ki je odprta vsakomur, je tudi okužena z bralnim virusom. Zato srečujemo Manco Košir v zadnjih letih v različnih okoljih, v katerih zavzeto navdušuje javnost za branje leposlovja, za učenje in druženje o branju. To njeno delovanje sega v leto 1998, ko je v Cankarjevem domu vodila klubske večere Berite z Manco Košir. Od leta 1999 sodeluje z Andragoškim centrom pri širjenju bralne kulture med odraslimi v okviru projekta študijskih krožkov. Kot predavateljica mentorjem, udeleženka javnih prireditev, ki so v domeni bralnih študijskih krožkov, in sogovornica ljubiteljem leposlovja, nenehno opozarja na pomen učenja in branja v vseh življenjskih obdobjih, v različnih socialnih in kulturnih okoljih, saj lahko branje in druženje o branju, kot sama navaja, pripomore k osebnostnemu razvoju, kakovostnim premikom v skupnosti in k aktivnemu državljanstvu. Sama se je predstavila takole. Za učiteljski in novinarski poklic sem se odločila, ker imam rada ljudi in ker želim kaj storiti zanje. Skratka, sem tipična aktivistka ali družbeno angažirana delavka. V teh časih podivjanega kapitalizma in bolestnega individualizma je to neobičajna življenjska drža, ki se jim mnogi posmehujejo. Ampak ta drža sem jaz. Delo z ljudmi in za ljudi me bogati in dela zadovoljno.